Dobrodošli v Slovenskem šolskem muzeju, enem najstarejših muzejev v Sloveniji. Ustanovljen je bil v 2. stoletju našega štetja, ko so Rimljani leta 1898 so ga ustanovili predani slovenski učitelji. Lahko gremo naprej. Muzej ohranja snovno in nesnovno kulturno dediščino vzgoje in izobraževanja na območju Republike Slovenije in slovenskega šolstva v zamejstvu in po svetu, od začetkov do danes. Od leta 1984 je muzej v prostorih nekdanjih uršulinskih dekliških šol na Plečnikovem trgu. Tukaj je bila ena prvih šol za deklice na slovenskem ozemlju. To je bila sovica Zofi, naša vodička po razstavi. Ej, Zofi, a mi pomagaš predstaviti naš muzej? Gremo! Začnimo z Marijo Terezijo, ki je v naših krajih ukazala saditi krompir. In leta 1774 je z zakonom uvedla splošno šolsko obveznost. Aha, zato lahko od takrat trdimo, da je šola zakon. Ja, to je tudi naslov naše stalne razstave. Ta prikazuje vzgojo in izobraževanje od prazgodovine do danes. Pobrskajte po čudežni črni tabli, ki je polna skrivnih vrat, predalov in loput. Naša učenca Ana in Blaž potujeta po obdobjih ter se spreminjata v muzejska junaka. Med obujanjem spominov na lepe šolske dni boste spoznali, da je naš muzej kraj, kjer se ohranja mladost, ker kdor se uči, ostane mlad. Nekoč so pisali kar v pesek, kasneje na voščene tablice, pa s kamenčkom po skrilasti tablici, na pergament. Ej, Zofi, a je to tvoje pero? Vsa moja krila so na svojem mestu. Na srečo so pisali z gosjimi peresi. Šola je tudi igra in spletanje prijateljskih vezi. Poglejte vse te igrače, prav te so bile nekoč del šolske vzgoje. Da niti ne omenjamo mojega najljubšega predmeta, malice. Dovolj trpari, pouk se začenja. Bi radi doživeli šolske dneve vaših dedkov? Potem se pripravite na red in disciplino. Učne ure so kot časovni stroj. Prestavijo te v čas antike, ilirskih provinc, avstrijskega cesarstva, Avstro-Ogrske in kraljevine Jugoslavije. Tudi pravila vedenja v razredu so bila drugačna kot danes. Ni dovoljeno klepetati, treba je sedeti vzravnano, odgovarjati stoje in v celih stavkih. Kdor ne upošteva pravil, ga čaka kazen. Slovenski šolski muzej pa je več kot le muzej. V naši knjižnici najdete vse vrste učbenikov, tudi berila, iz katerih ste se učili brati vi, vaši starši ali stari starši. Že prva slovenska knjiga je bila učbenik, Trubarjev abecednik iz leta 1550. V knjižnici lahko listate po preteklih letnikih otroških revij, kot so Ciciban, Mavrica ali Pil. Na policah pa najdete tudi revijo Šolska kronika. To izdajajo v muzeju, z njo pa se lahko poglobite v zgodovino in razvoj izobraževanja. Tukaj so tudi fototeka, arhiv in dokumentacijski center. Muzej to gradivo strokovno obdeluje in hrani ter daje obiskovalcem na uporabo, ker znanje je moč, učenje pa je pot do znanja. Ali veš, da lahko v muzeju najdeš podatke o zgodovini svoje šole? Pa res, poglej, to sem pa jaz. Kakšni lepi spomini na zaključni maturantski sprevod na gimnaziji Kranj. Preden se poslovite od nas, pa se pomudite še v muzejski trgovini. Stavim, da v nobenem drugem muzeju ne morete kupiti spominka pridnosti.
Hvala, ker ste se nam pridružili na hitrem preletu Slovenskega šolskega muzeja. Zdaj je čas, da nas obiščete. Huhu! In brez skrbi, tukaj so ocene in domače naloge samo v vitrinah.